Kaj pa je tvoje mnenje glede tega, kar si glih omenil priporočilne sisteme, pa ker se s tem ukvarjaš? Pa si rekel, da so začeli te velikani, korporacije, kaj imamo v mislih? Meta, se pravi Facebook, Google, Amazon, ne vem, lahko je tudi Alibaba, Taobao, Spotify. Dobro, Spotify je moralno, po mojem mnenju, manj rizičen, ker je muzika. Ja, imaš tudi teorije, da določena glasba v človek vzbudi emocije. Recimo, če nekdo nagne samomorom, da želi poslušati neke slabe pesmi, si recimo ne želiš, da bi naredi playlist o 100 depresivnih pesmi. To je res. Ja, mislim, da primer, ampak ja, verjetno obstaja tudi tam. Tukaj so določeni mehanizmi, recimo konkretno za ta primer, vem, da Instagram ima mehanizem, če ti recimo gledaš hashtage, hashtag sad, kill myself, on ti da neke rezultate, ampak če vidi, da si ti, ne vem, 3 pa 5 jih že pogledal zaporedno, pa si kjerega lajko, pa kaj takega, dobiš obvestilo, je vse v redu s tabo, hočeš poklicati koga, nekaj zadeve so tukaj, Zdaj, če Spotify to recimo upošteva, ne vem, noben ne ve, bilo samo tam, Ja, za te korporacije pa algoritme, ki jih skrivajo, če bi ti imel moč ali pa če bi ti imel možnost, da bi na zakonski ravni ali pa na državni ravni opredelil nek zakon, a bi dal ti zakon, ki se glasi, da morajo biti algoritmi transparentni. Se pravi, da mora biti avtomatsko open source ali pa samo, da mora biti zelo jasno v pogojih spisan točno, kako ta algoritem deluje, ali ne? Jaz mislim, da z temi GDPR določili se naredil kar veliki korak k temu. Pozitivno smer. Ja, seveda, bom pa rekel tak, da bi pa nekdo te algoritme dal open source ali pa da so javni. Mislim, da bo težko doseči to, lahko vedno reče, to je poslovna skrivnost, to cel moj biznis model temelji na tem, ne morem tega dati. Ampak ja, so jih pa seveda zategnili na drugi način, ravno s tem GDPR, se pravi zdaj, če želi nek priporočilni sistem delovati, dejansko mora uporabnik se strinjati s tem, da se pobirajo njegovi podatki, da se ga spremlja. Podatki so ločeni, bolj manj kaj mislih, kak algoritem sestavina, midva greva zdaj v trgovino in vzemava juho v vrečki. Mi imamo zakon, da mora pisati od zadaj, kako je ta juha sestavljena. Oni se ne smejo sklicevati. Recepte juhe je moja poslovna skrivnost. Zato, ker to vpliva na moje zdravje. Ne morajo oni dati, zdaj sem govoril tudi na TikToku o heroinu, Zakaj pa jaz ne smem dati čokolado heroina, to je dobro za biznis. Pa to moram skriti, zato ker moji konkurenti čokoladnice ne smejo vedeti, da imam jaz to skrivno sestavino heroina noter. Jaz mislim, da filozofsko, moralno, ker razmišljam, ta algoritem vpliva na moj dopaminski sistem vedno bolj podobno, kot bi heroin vplival na moj hormonski sistem, ko zaužim čokolado. In tako po neki logiki bi se mi zdelo smiselno, da bi se te stvari lahko razkrile, tako kot se sestavine v hrani. Ja, se strinjam, s tem primerom, ko si ga povedal, recimo z juho, so sestavinami hrane. Zdaj pač algoritem ni hrana, ni nekaj takega, kar ti zaužiješ in ti je lahko slabo potem, če je kaj čudnega noter. Je pa ti lahko slabo, z drugega vidika, se strinjam. Ampak pač, mislim, da je enostavno zadeva še dovolj nova, da še nismo razmišljali o tem z tega vidika. Ja, se strinjam, bomo mogli začeti tudi z tega vidika razmišljati o teh zadevah. Ker vpliv imajo te zadeve. Ne vem, pač jaz recimo pri svojih študentih opažam, zdaj že v bistvu 10. leto sem asistent, tako da imam nek razpon generacij, recimo tiste začetniki, ki sem jih imel, so imele mogoče nek fokus dalj časa. Današnje generacije 5 minut lahko razlagam, pa moram nehati razlagati, moram nekaj vprašati, moram narediti neko interakcijo z njimi. Tudi navodila, prejšnji 10 let na rovi generaciji si dal A4 list bez navodil, tu pogledajte, preberite si, so šli skozi, še si dal kako vprašanja iz konca navodil, kako se to naredi.
danes noben ne bo prebral dalje od prvega odstavka. In to misliš, da je zaradi te tehnologije, Jaz ki nam mislim, jemlje fokus? ja, pač telefoni, ne, vse, če pogledaš, ne, kateri videi so najbolj popularni, TikTok, koliko je limit videa, ne, Ni več minuten. ja, ne, ampak Ampak ja, razumem, kaj misliš. Ne. Vedno krajša je vsebina. potem opažam tudi pač eno tako obnašanje, bom rekel, no. Recimo glasovna sporočila čist na WhatsAppu, ampak je. Ljudje jih poslušajo na 1,5 krat hitrosti, ne. Posluša nekdo podcast, posluša na 1,5 hitrosti. Način je, vsaj damo vse na hitro, ne, čim prej samo, ne. In sumim, da pač ima tudi neki vpliv, ne, tudi te aplikacije imajo potem tak vpliv, ki pa zdaj, ne vem, ugotoviti moramo, če je to v redu ali ni, ne. Za nekatere stvari rabiš fokus, ni v redu, ne. Tudi opažam, recimo pri študentih, dostikrat so površni, ne, ni fokusa, niso razmislili o vseh, ker se jim je mudilo mogoče, ne. Ampak se pravim, to je moj pogled, res specifičen pogled za neki situaciji. Širše gledano, ne, se mogoče to ne opazi tak fest, ampak mogoče pa še čez par let bo, ne. Tako da, ja, jaz sem takoj za to, da se je treba o tem pogovarjati, pa razmišljati tudi o teh zadevah, narediti par študij, recimo, ne, to predvsem kakšni psihologi pa sociologi pridejo zraven lahko, ne. In pač preverimo zadeve, ne.